Lepo pozdravljeni. Čas je, da spregovorimo o glasbi. Tako popularni kot tisti bolj tradicionalni, posebej iz istrskega območja. Z mano je namreč danes Emil Zonta, dolgoletni tehnični tonski producent Radia Koper in pa poznavalec istrske glasbe. Lepo pozdravljeni. Hvala na povabilu, upam, da bom zdržal in da bom povedal tisto, kar morda ljudi najbolj zanima. Torej, v teh dneh, mesecih se veliko govori predvsem o Kameleonih, 60. obletnico slavijo in zdi se mi, da se ponavadi pogosto govori o glasbenikih kot takih, bolj malo pa o tistih, ki so mogoče snemali njihovo glasbo in govori se, da ste njihov prvi singel menda posneli prav vi. Ja. Kje se je to zgodilo? To se je zgodilo pravzaprav v Kopru. Jaz sem pravzaprav, tudi ko sem imel prvo ploščo od Beatlesov, potem pa so me prosili, naj jim pošljem eno kopijo te plošče od Beatlesov po vsej Jugoslaviji, v glavnih mestih, po njihovih postajah, ne. Samo Radio Ljubljana niso hoteli sprejeti, ne. In potem pa to je zelo privleklo tam mlade. Tle je bilo več vzrokov, ker potem tisti, ki so prišli recimo v Koper, v Slovenijo, govorim zdaj za Koper, iz Hrvaške, iz Bosne, iz Hercegovine, iz Srbije in tako naprej, ne. Pravzaprav oni niso hoteli otroci, tam mladi fanti, ki so imeli 10, 12, 13, 14, 15 let, da bi oni peli njihove pesmi. Prav niso hoteli peti, ne. In je Lih prav prišel v pravem času, ne prišel tale beat glasbo od Beatlesov, ne, in tako naprej. In tega so se prijeli, potem pa so začeli pravzaprav nabavljati inštrumente. Jaz sem tudi pomagal, da iz Trsta prinese inštrumente in potem je rekla tudi, to mi je všeč, carina, ja, pravi, koliko je to vredno, ne, vedno se je na pol cene, ne, tako da so želeli so nekaj prišparali, ne. In so začeli se ukvarjati z glasbo. Jaz sem videl pravzaprav, da tile fanti v Kopru in tudi Izoli in Piranu, da pravzaprav, da so zelo navezali na to rock glasbo in tako naprej, ne. Jaz sem potem se jih spremljal, ne, sem hodil, ne da bi jih motil, ko so oni vadili, ker potem bi jih možje motilo, ampak pred hišo sem pač poslušal, kako igrajo. In videl, da so zelo hitro so pravzaprav napredovali, potem so začeli pisati tudi svoje pesmi, ne, tudi slovenske, hrvaške, tudi angleške in tako naprej, ne. In to je šlo naprej. In potem pa, ko so pa, so videli, da vsi, teh je bilo nekaj 10 skupin, Koper, Izola, Piran, pa še ostali kraji, nisem hodil pravzaprav, ampak tiste, ki vsaj 2, 3, da bi posnel te ansamble, te boljše, ne. In to mi je uspelo, razumete? In potem pa, glede na to, da sem tudi študiral, sem bil tudi 2 leta v Ljubljani, kjer sem študiral elektroniko in tudi akustiko in tako naprej, ne, jaz sem to vse dobro poznal. Sem bil prvi, ki sem torej kompletu bobnov, ne, dal 5 mikrofonov. Tudi so imeli samo po enega. Ne, ampak Kje so bili potem, se pravi, bas boben, činele, kam ste činele, jih še imaš nastavili? 2 vrste činel, potem pa velik boben, mali boben, potem pa tiste rožne činele in tako naprej, ne. In tako da sem pravzaprav, ker to je bilo najbolj, kako bi rekel, zvoki bobni so bili najbolj nekako delikatni, treba se mogo več pozoriti. In potem pa sem dal teh 5 mikrofonov, drugi so dali po vsej Evropi samo en mikrofon, ne. Ker mnogi so mi rekli, ko so bili, potem ko so začeli tudi snemati, kaj jaz vem, v Avstriji, v Italiji, v Franciji in tako naprej, ne, so hodili sem pa tja, ne. Je kam tam bobne, daj ga tam nekam, daj ga v vogal in mu daj mikrofon in gotovo, ne. Ampak, in potem pa gledaj, sem tudi seveda poznal glasbo, sem poznal tudi te inštrumente, videl sem pravzaprav, kaj so začeli tudi Beatlesi, ne. In potem pa sem jih pač opomogel tem, da sem jih povabil na snemanje, ampak njim so izrasli že dolgi lasje, tako da vratarji niso jih hoteli večkrat spustiti na radio, ne, ker so Beatlesi, kvapa je to, ne, razumete, ne. In potem pa sem začel to snemati, ne, in sem videl, kje zvoki izhajajo, kakšne zvoke, kakšen mikrofon treba zdati tem, ali dinamični ali pa vsestranski in tako naprej, ne. Tako da vse to mi je bilo, to tehniko sem nekako poznal in tako da sem uspel narediti dobre posnetke. Da se je slišalo vsak inštrument, ne, noben je bil odveč, pa niti nobenega inštrumenta ni manjkalo noter. Ne. Zdaj, Beatlesi so bili znani, da so bili eni od prvih, ki so snemali večkanalno. Ste tudi takrat na Radiu Koper že snemali tako? Seveda. Bili tudi 4-kanalni, torej magnetofon, ki smo zelo smo uporabili.
ker je bilo šef tehnike nek Bruno Škrlevaj, zelo prijeten človek, tudi gornik iz Gorenjske, ampak prijeten človek je bil. Potem pa še drugi, Vljivkovič Žetin, pa še nekateri drugi tehniki. So se sledili, kako se tehnika razvija po Evropi. Ne? Mikrofoni predvsem. Ne? In tako da so potem, da je šef tehnike namenoma vse, kar je izhajalo novega in uporabnega, je on pač to naročil. Tako da nam ni manjkalo nič tega. Ne? Ampak seveda potem pa je šlo samo zato, da navadiš tudi fantika, kako igrati, kako držati inštrument in tako naprej. Ne? In potem pa so bile veliko tega je imelo, potem pa je bilo, ko so prišli pač s svojimi velikimi zvočniki v studiu 14, študij Hendrix, ne? To je potem je podal v študiju, samo ne tam, tudi dosednji študij, tudi študij, ki je bilo pač, odkud so šle tudi napovedi in tudi sporočila, ki so tisti kanali, ki so ki so razni kabli in tako naprej, ne, razumete, ampak to je potem cela hiša je, vse trije študije so bili pač napadeni, ne, da nismo mogli snemati. Kada so oni odprli mikrofon, zdaj pa vi nehajte. Ne, in tega ne stajajo nič. Takrat je bil producent, tudi šef, producent gospod Ivan Silič, starejši gospod, samo te glasbe on izdržal. In potem je rekel, Emil, veš kaj, ne bi ti to sprejel. Rekel so kaj, da ne. In potem jaz sprejel tudi, sem bil producent in tako naprej tudi. In potem pa sem tudi to sprejel in smo začeli pravzaprav to delati bolj na široko. In razvijati tehniko. Ne? In potem se navaja tudi te fante, kako bojo oni pravzaprav, jaz sem tudi poznal kitare in tako naprej. Ne? Tako da ampak so me zelo poslušali. Omenili ste Studio 14, Studio Hendrix. Ko ste sami začeli na Radio Koper, se verjetno še ni imenoval Studio Hendrix. Ne, kako je dobil to ime? Je bil enkrat po neki Hendrixu, nekim Angležu, Američanu, ne vem, odkud je to prišlo, ne. Nisem gotovo nič pri tem uverjati, ne, zakaj da ne, če mislite, da ne bo Hendrix, ne. In potem pa smo naredili tako. Jaz sem se potem pogovarjal s šefom tehnike, z tehničnega oddelka, Bruno Škrlevaj, pa že z njegovimi sodelavci, v pisarni, razumete, ne. Rekel, ne bi to mi že dali pravzaprav ne na tiste zvočnike v studio, ampak preko slušalk. Pa jo veš, da ja. In začeli delati to, razumete, ne. Da smo potem uvedli vse slušalke. Torej tudi notri v studio, ne samo na vaši tonski strani. Seveda, potem, ko so oni igrali, povadili, ni motilo druge, celo stavbo študijsko, ne, razumete, ne. In takoj potem je bilo tudi zanimivo jih pogledati, potem pa vsakič skladbo, ki smo lepo posneli že, si povabil režijo, da pridejo poslušati. In ti fanti so prišli poslušati to, kar so kot 5 minut prej že posneli, ne. Pa so snemali vsi hkrati? Ali najprej boben, potem pa... Ne, vsi skupaj. Ker drugače oni ne bi mogli drugače, ne. In potem pa logično, ker zvočniki niso več motili mikrofonov. Ampak je šlo še, ker je šlo direktno, je šlo iz inštrumentov, je šlo po kablih, je šlo recimo v režijo, ne. In tako. In potem pa vidim, kako pravzaprav ti fanti, ko pridejo v studio, poslušajo svoje posnetke, ne, potem pa zraven pojejo in tudi plešejo tako naprej, ne. In pojejo zraven. Se mi zdelo prijetno, ne. Ker potem, lahko še kaj povem v zvezi s tem? Seveda, ja. In potem, razumete, jaz sem to rekel, potem smo posneli tako 13 skupin. Koper, Izola, Piran, 2 iz Trsta, enega Italijana, enega Slovenci, pa še 1-2 skupine iz centralne Istre. Katere pa so bile, če nam poveste še kakšna imena njihova? Kaj so bili, Kameleoni, Faraoni, pa je bila ta pevka iz Gorice, Elda Viler. Tudi oni, ne, razumete. In potem pa sem rekel, ne bi to pravzaprav, kako bomo to predstavili ljudem, toliko teh inštrumentov, in 5 solistov, ne, iz Trsta, v italijanščini, v slovenščini, iz Pirana in tako naprej, ne. In potem pa sem se zmenil z direktorjem oziroma županom iz občine Izola, tam je velik tudi studio imajo, in smo pa se rekli, to bomo naredili, to predstavili ljudem, ampak
kako pravzaprav toliko inštrumentov postaviti na oder. Če 14, to je 13 skupin, kot prej, ne, ja. Potem pa sem tako naredil, sem stavil na oder, z levi, desni kos sem stavil vse inštrumente, vsakega v dveh skupin, ne, tam so bobni, potem kitare, bas kitare, synthesizer, tako naprej, ne. Razumete? Tako da sem se lepo tako zamislil, ne, da bomo lepo poslušali to, bomo dali posnetke iz študija, bojo bili po čisto, bojo bili čisti zvoki, nobenega ropota in tako naprej noter, ne. In potem, ko so prišli, kaj se je, ena skupina je napovedana, prišla gor, napovedana v slovenščini, v italijanščini, v Izoli, ne, prav prijetno je bilo vse skupaj, so prišli na svoje mesto, zasedli, ne, in potem pa, ko so bili napovedani, ne, potem jaz sem montiral pred njihove posnetke, ki je bilo na trakovih 1, 2, 3, 4 udarce, da je bil znak, da bojo oni začeli, in tako naprej, ja. In neverjetno, kako je to izpadlo v redu, je bila polna dvorana, je bilo preko 200 ljudi je bilo v dvorani, ne. V kateri dvorani je bilo to? Tista, ko je tistim velikim vrtu, ki je tam gor. Noter je šlo 180 ljudi, ne. Pravzaprav se je preštalo, je bilo 200 ljudi noter, ne. Ampak nihče ni opazil, da oni ne pojejo v živo, ampak da so samo oponašali sami sebe iz svoje igranje ali pa tudi petje, ne. Čudovito je to šli do konca. Tisti, ki so bili pač solisti, ki niso imeli ansamblov, smo pa jaz ustanovil en ansambel, ne. In glasbeni ansambel, tako da smo njih spremljali kot Elda Wilder. Prvi posnetek je tako naprej. Jaz sem Elda Wilder, dvakrat sem slišal v eni domačiji, ki je pač pela, sem rekel, to je čudovita, ne. In potem pa sem jim pomagal, da je pač tudi posnela to, tudi se svoje, smo tudi poklicali, da pride tudi na to srečanje, ne. In potem, da vse so bili zadovoljni v dvorani, ti fanti so bili prekrasni, ki oni potem so igrali, nastopili, vsaka skupina je trajalo 3 ure, je trajalo to srečanje, ne, torej dve skladbe. In potem pa vse je bilo v redu, ne. Publika nihče ni opazil, da ne pojejo, igrajo v živo. Kaj pa, ko ni bilo električnih kablov? Ne, tam je bilo, so bili, tudi to, v študijih so bili kabli, ne. No, v studiu, ampak na koncertu verjetno. Ne, je, 10 let prej so imeli tudi zasvetljave in tako naprej in so imeli, ne. Ne, sem mislila, če so samo oponašali ali ste imeli sploh električne kable do inštrumentov? V tisti študiju. Ko so nastopali v živo. Ne, so imeli, vse kompletno je bilo, ja, vse kompletno je bilo, ne. In potem, ko je to končal, tako naprej, ljudje vsi zadovoljni, nekako, kako vsi lepo igrajo, kako so lepi dobri posnetki in tako naprej, ne, se to. In potem pa čez ena dobrega pol leta dobim časopis Melody Maker, ne, jaz sem ga dobil iz Anglije, in potem pa en članek noter, kako so 2 skupini do nekje v Ameriki, na Floridi, ne vem, kje je to bilo, da so pač igrali, brez da bi igrali v živo, ampak na svoje posnetke, ne. Ampak takrat so že Američani že dali PB, mali P, veliki B, playback, ne. Jaz sem tudi prvič videl pravzaprav, da je v redu, to je pa še iz Amerike gor, ne, ta naziv tega načina igranja, ne. In smo potem tudi to sprejeli, ne, ampak to je bilo 1 leto za nami, razumete, ne. Tako da smo 1 leto prej naredili playback na svetu. So pa ta princip uporabljali že od časa, ko so začeli snemati zvočne filme? Seveda, ja. Ne, tega ni bilo. Verjetno če so videli filme, so videli, ko so, ma nema bolj, kar se filmu tiče, so dobro videli film, potem pa so skladatelji napisali primerno muziko, glasbo za tiste. Kakor kateri, eni so imeli že prej, sploh če so morali recimo peti v filmu, so pogosto prej posneli pa glasbo, pa potem še. Ker potem pa je tudi leto, pa 2 meseca pozneje, tudi Italija, so imeli za času Sanrema, tudi ker menda Claudio Vile je zbolel, ne, in ni mogel priti na oddajo. Potem pa so dali pred kamero samo eno njegovo fotografijo, ne, ampak so dali tudi posnetek. Ampak tega naziva še ni bilo, playback in tako naprej, ne. In tako da potem, jaz sem se nekaj let tudi bač, pa tudi pred parimi leti, ne, zakaj ne bi to pač javili, da je to svetovno prvenstvo.
Ne. To bi ja bilo v redu za Koper, pa za celo Slovenijo kot tako, ne. Razumete, ne. Samo nekateri, ko so prišli nov direktor in tako naprej, njih ni to brigalo, kaj bomo iz tega, ne. Ja, potem je rekel eden med njimi je rekel, ja, pa jaz sem bral, da je to Indija že to naredila in to pred 25 leti. Ma kako govoriš, kaj govoriš, takrat še ni bilo žvočnikov, ni bilo še niti mikrofonov ni bilo pred tolikimi leti. Leta 25, da bi Indija pravzaprav, da bi to naredila tak playback, ne. Ne, prvi naredil Koper, v Kopru nastalo v Sloveniji. Pravite, da ste eksperimentirali tudi z različnimi snemalnimi tehnikami, konkretno z odmevom. Zakaj je dobro imeti odmev na posnetku? Ja, ker nekje obogati, plemeniti sam zvok pevca. In na ta način tudi zvok pevca pride lepo do izraza, tudi bolj vse tiste malenkosti njegovega glasu in vse ostalo, ne, kot pa enega saksofona ali pa ene trobente ali harmonike, da ni problem, da dobiš celotne posnetke, ampak pri petju pa kaj drugega, ne. Imaš tudi imaš bolj širok tale zvok kot pevski, ne. Je to nekaj, čemur danes pravimo mogoče tudi reverb, se pravi, da čeprav se snema v prostoru, kjer poskušamo odstraniti odmeve, poskušamo potem umetno ustvariti ta občutek prostora, da glas oziroma zvok seže daleč. Ja, že, torej, zdaj na tem se dela, marsikaj se dela, veliko stvari tudi lepih, pametnih, tudi koristnih, ne, samo takrat tega ni bilo. Kako pa ste to z analogno tehnologijo naredili? Kako Se pravi, brez računalnikov. Kako ste to naredili brez računalnikov? Ja, v glavnem, ne digitalno. maksimalno izkoristili tehnologijo, ker so bili tisti telefonke, magnetofoni, ki so imeli tri brzine, ne, 38, 19 pa 74, razumete, ali pa še nižjega od 15 in tako naprej, ne. Ker potem pa tisti, kako se trak premika, če je na 38, se pravi, bo šlo hitreje, bo znehal, ampak če gre bolj počasi, bo počasi trajal ta njegov glas, ne. To so bili taki lepi eksperimenti, ki niso nič motili, samo so bogatili tudi človeške glasove. Torej, bi rekli, da ste se veliko ukvarjali prav z glasbo. Koliko časa ste preživeli na Radiu Koper? Koliko so vam pustili tam ukvarjati se z glasbo? Ja, jaz prišel na Radio Koper, sem bil tudi, kjer sem tudi študiral tudi tehniko, tehnologijo, elektroniko v Ljubljani, ne. Sem bil tudi manipulant, potem tonski tehnik, ki sem postal tonski tehnik, eden prvih iz Kopra, ki sem študiral v Ljubljani, ko sem tudi toliko sem bil priden v Ljubljani, da so me pač tudi veliko tudi uporabljali, ne. Jaz sem bil, ne vem, smo se lepo razumeli s temi Ljubljančani, ki so pač prihajali na radio, ali tistimi, ki so bili na radio tudi, ne. Veliko, ne vem, če vam še to povem, pravzaprav Vilko Avsenik, ne, je tudi, smo velika prijatelja in smo se tudi pogovarjali tudi narodno-zabavne glasbi, ne. En dan pride k meni in rekel, Emil, je rekel, pravi, jaz ne vem, kako ne bi nazival to moje delo mojega brata in ne. Jaz rekel, po moje je to elektronska zabavna glasba. Je res, ne, se rekel, ja, narodno-zabavna Slovenije. Narodno-zabavna glasba Slovenije. Je bil presenečen, Vilko, ne, in so tudi sprijeli takrat, tako, ne. Drugače je bilo tudi, recimo, ne vem, imeti opravka tudi, recimo, tam, meni je bilo zelo lepo, priti, ne vem, iz periferije, kot je iz Kopra, pa iz Istre, prideš v Ljubljano, potem, kot sem tam tudi bil snemalec, vsak dan zjutraj od 8 ure pa do 1, ker potem popoldne sem šel v šolo, tehnično šolo in tako, ampak se sreča tiste velike ljudi, vse tiste pisatelje in tako naprej, vsi smo se lepo pogovarjali, vsi smo vprašali, kako rečete vi Istrijani in tako naprej, ne, ja. Ampak naš del Istre je kajkavski, ne, ko sem rekel že prej, ta kaj ni prišel iz Kavkaza, niso prinesli ga Rusi, ampak je prišel iz Karantanije, razumete, ne, in tako da meni je bilo lepo pravzaprav tudi delati v studijih na RTV-ju, ker potem pa snimaš nekoga si srečal. Jaz sem pa imel belo tisti srajco oziroma tisti
kožušček kot tehnik in naprej, ne, ampak gor je pisalo Radio Koper Kapodistrija. Razumete, ne, ki sem prišel z našim iz Kopra, ne, tudi je bil pač dvojezični, ne, in si gledajo, ne, in tako naprej, ne. In tako da potem, vsak je potem hotel še z mano se pogovarjati in tako naprej, tako da meni je bilo zelo lepo, ker slišiš veliko lepih stvari. Pa sem tudi slišal enkrat, kar nisem nikoli še povedal kaj takega, kako sta dva možakarja, to je bilo v tretjem nastropju pred M2, ker sta bila dva studija, M1, M2, pa tudi razdeljenica, tisto središče radia, kjer je pač kamer se steka in odkud gre pravzaprav vsi signali, ne. In potem sta bila dva možakarja, nekaj neverjetnega, kaj sem tam njih slišal. Ker nisem nikoli od meni Ljubljančana, ko je prišel noter, nisem slišal grde besede. In potem, ko je šlo, ko je nastajala pravzaprav slovenska himna, ne, razumete, ne, in je bilo tako, da je rekel, ja, pa tistega Prešerna, treba ga zmlati, to treba se raztrgati, kva bo in tako naprej. Ne, jaz sem kar obstal. Samo sem šel proč, da ne me tudi mene zvlekli noter posili, ne, ampak nekaj neverjetnega. Neverjetno. A to so bili udbovci, ne, ki so bili srpskega, ne bom porekli, ampak teologije, ne. No, pa ostaniva mogoče raje pri glasbi. Recimo sami ste tudi veliko delali koncerte. Kako je bilo recimo tedaj delati koncerte? Danes veliko ljudi pravi, toliko je stroškov, težko je narediti sploh koncert, potrebuješ toliko in toliko že varnostne službe, vsa predpise za razne kolektivne organizacije, za avtorske pravice. Kako je bilo tedaj delati koncerte in kje ste jih sploh delali? Res je, jaz sem veliko tega delal, veste, ker je bila še ena huda grda stvar, je bila tudi v začetka, ker potem pa ljudje vse Istre, vedno so bili povezani ljudje v Istri, Istra ima 9 narečij, vsak je govori po svoje, reče vsak, vse smo se razumeli, ne, pa ima 9 narečij Istra kot taka, ne. In potem pa razumete, je šlo za to, da te koncerte, tega ni bilo problema, vedno si dobil ti prostor, si dobil za prostor kot tak, potem pa recimo te so prišli s kakšnim kombijem, pripeljali s sabo svoje inštrumente, ne, in ljudje vedno bilo polno mladih, je bilo na teh nastopih, tako da potem pa tile tudi muzikanti v začetka sploh niso vzeli, če so jim dali, so vzeli denar, drugače pa sploh niso, so pustili brez. Dobro, da ste nas povabili, da smo tudi mi še igrali. Več, ki bomo igrali za ljudi, bolj tudi mi se bomo razvijali in bogatili, ne. Razumete? In tako da je bilo prav zanimivo po svoje vse skupaj in si se učil tudi stvari, ki nisem potreboval, ampak tako je. Recimo, jaz sem tako še kot otrok, ker moj oče je, ko je bil še mlad, je veliko hodil v Trst, ker tam se je učil v Benetkah, je postajal za peka, ne, razumete, ne, in potem pa je imel še tudi veliko Tržačanov, Slovencev je imel kot prijatelje, ne, in seveda moj oče je tudi znal za Prešerna. Moče pride domov, potem pa meni je veliko stvari, tudi to zdravstvo, ko sem imel 12, 13, 14 let, mi je imel veliko govoril Prešerna po ostalih slovenskih pisateljih in pač pesnikih in naprej, ne, ja. Tako da meni to je bilo veliko, zlasti sem vzljubil Prešerna. Ampak če mogoče ostaneva pri koncertih, kje pa ste delali takrat koncerte? Ja, koncerte torej na trgu v Kopru, po trgih v glavnem, da je največ ljudi je bilo v mestih. Razumete, da je bilo najboljše delati to. In tam si imel tudi elektriko, si imel vse ostalo. In potem pa tam, kjer so pač imeli tudi možnost, da smo imeli elektriko na igrišču oziroma ali pa recimo v dvoranah in vse ostalo, ne. To je pač nujno potrebno, ker vsi so pač bili, tehnološko so bili vsi pač obogateni, ne, že imeli tudi od sintesajzerja do kitare, takšne in drugačne vse ostalo, ne. Kako pa je bilo potem, živeli ste ravno v času velikih tehnoloških napredkov, tudi predvsem na področju tehnologije zvoka. Kako hitro se recimo tudi Radio Koper temu prilagajal in pa ali to pomeni, da ste morali ves čas se usposabljati, recimo tudi
kaj prihod računalnikov pomenil, kdaj so prišli? Veste, kaj vam povem, da naši tehniki, šef tehnike Bruno Škrljevaj, pa še njegovi kolegi iz njegove pisarne, ne, so bili tako napredni in tako so sledili, kaj se dogaja pri Philipsu, kaj se dogaja pri drugih izdelovalcih te tehnologije. Ne. In kadar potem tudi se spoznali tudi na tehnične zadeve okrog teh magnetofonov, gramofonov, mikrofonov in pač vsega ostalega, ne, da oni so to naročili. In mi smo imeli veliko reklam Radio Koper preko iz Italije in smo imeli dosti več denarja, kot pred moči dobi Ljubljana, da smo lahko to kupovali. Prej kot v moče Torino. So naši tehniki pravzaprav imeli te kontakte direktno s temi izdelovalci in so jih takoj dobili. In potem tudi pošiljali tehnične pravzaprav opaske, kaj takega v te tovarne. Bodi se v Nemčijo, v Francijo ali kam drugam, ne. Pa ste se kdaj spraševali, naprimer, ko so se pojavile kasete, zgoščenke kasneje, ali je to bolje predvajati ali bi raje ostali pri ploščah, ker danes se vsi vračajo k ploščam? Veste, plošča je bolj vidna, ne, ker trak v tak moče, ker se malo se zavije, potem pa gre pod kolešček in tako naprej, tako da velikokrat je tudi to, do tega tudi prišlo. Ker mi smo tudi imeli veliko teh trakov raznoraznih, ne, ampak smo zelo pazili, da so lepo skupaj zviti, da so lepo postavljeni v svoje mesto, ne, in vedno tehnološko tudi zelo pažljivo z njimi upravljati. Da ne ti bo padel, pa se bo tisti krog se bo pač sesul, ne, in tako naprej, ne, ja. Je res, da če se je magnetofonski trak takole malo zmečkal oziroma zapletel med sabo, da naj bi jih tonski tehniki metali kar čez okno, da bi jih potem pri nas pa ne. Ker vedno je bila tudi v diskoteki je bilo velik, kako bi rekel, red in tako naprej, ampak vedno se je plašalo, gledalo te trakove, preden si ga že vzel v diskoteki, ga nesel v studio, da boš si ga pogledal, a je tehnično v redu. Zato moče enkrat se je to zgodilo, potem to je bilo, niti ne, ni bilo to na direktno vdaji, ampak na eni montaži, na enem snemanju, ne, nekih vdaj, ne. Sicer pa mogoče spregovoriva še malce tudi o inštrumentih in knjigah, marsikaj ste prinesli s seboj. Kdaj ste pravzaprav začeli raziskovati tudi torej istrsko glasbo? Kaj bi sploh rekli, da je istrska glasba? Veste kaj, je še kot otrok, tudi moj oče je imel veliko prijateljev po sosednjih krajih in tako naprej, ki je enih 5-6 takih bolj večjih krajev, ki so imeli tiste velike šagre in tako naprej. In vedno tudi mama, ne, tudi sestra smo šli tja to obiskati, ne. Potem, da vidiš pravzaprav, kako ti ljudje igrajo in tako naprej, ne. In jaz tudi sem pa slišal, ampak bile so zelo prisotne diatonične harmonike. In tudi klavir so bile zelo prisotne, samo te triještine so bile veliko prej. Ne. In tako, da smo potem Triština je mimogrede prav taki, ste jo prinesli s seboj? Ja, evo, tudi ta ima dobrih 150 let. Ne, čudovita, v G-duru. Aha, so drugače uglašene. Vsaka ima svoj dur, kar je naročil, ker jaz sem tudi, dobro sem dobil tako, ker ti lepo lahko z njo igraš z violinom, z bajsom, pa z ostalimi inštrumenti. Ne. Lažje te igrate, da je to G-dur z inštrumentom, boš imel 2 višaja, ampak, torej trobent ali pa saksofon, ampak boš veliko lažje igral, kot pa recimo, druge intonacije, ne. Kako pa se zakaj pa se tej prav trieština reče? Ker to je nastalo v Trstu. Torej, prva harmonika diatonična je nastala v Nemčiji, potem pa so Nemci začeli delovati, samo pri njih nikako ni bilo nekega zanimanja za to, ne. In sta v Trstu pravzaprav Ploner, ne, to je bil tudi iz Karnije, ne, je ustanovil tako svojo delavnico za izdelavo teh harmonik, ne, in neverjetno hitro se je to razvilo. Neverjetno hitro. Potem je dobrega sina, njegov sin je v času Avstrije igral, je bil tudi v vojaški avstrijski vojski v Puli, on je igral kontrabas, ne. In on je tudi potem se za njim pomagal očetu veliko, potem, ko je prišel domov, se mu je tudi priključil in tako naprej, da so izdelovali, torej, vidite, ta ima 12 basov,
ima celo skalo. Drugi imajo samo 16 naprej, ne. Ampak prvi so tudi sin od Plonerja je pač naredil harmoniko, ne, da ima pravzaprav celih 12, celo prav 8 zvokov, ne. Ne. Morate vedno prijeti po dva? Morate vedno prijeti po 2 tipki naenkrat? Ne, ni treba, ker kadar igraš. Ne. Ampak kadar potem skupaj igraš tudi s tem, ker tle tudi imaš celo skalo, ne. To je prva harmonika diatonična, da ima tudi base, da ima celo skalo. To je tale Ploner, je to naredil v Trstu. Torej, sami igrate vse te inštrumente, ki jih tukaj Ja, ker veste, vidimo? ko sem rekel, jaz sem te inštrumente videl po raznih plesiščih, po raznih teh sejmovih, ko so bili ti sejmi po vaseh, ne. In veliko ljudi pa igrali meh, igrali so pelo, potem pa recimo razne piščali, bobne in vse ostalo, ne. In potem pa sem veliko hodil tudi po takih vaseh sosednjih, ki so tudi ljudi igrali, piščali, otroci in tako naprej, ne. Ali sopelo, to je čudovit inštrument, je sopelo. Razumete, ne. In jaz temu imenujem biblijski inštrument, ker po nekaterih podatkih, ki sem prišel do njih, je tudi Jezus ga je slišal, ne vem, če ga je igral, ampak ga je slišal, ne. Ampak ne, konkretno tega je verjetno mlajši? Tale je verjetno malo mlajši, pravim. Ja, ne, ta ima 30 let ima, te nič več, ja, ne. Ampak, če vam povem še to štorij, kako do tega prišlo, torej tisto, ko smo prej govorili o tele glasbi, ki smo snemali, so potem posnetke rock skupin, ne, sem postal po vseh postajah po Jugoslaviji in potem pa so prosili Italijani, Trst, Milano, Torino, Roma, pa še Napoli, ne, potem v Avstriji, potem pa v Franciji, ne, peš čez hiše naprej po Španiji in tudi v Angliji. Razumete, ne. In to se je potem kar hitro se je to razvijalo, ne. In potem, kaj ste me že vprašali? Pozvite. Torej, o sopelu govorite. Preden smo prižgali kamere, ste omenili, da je tudi gospod iz Malte vam povedal, da se... Ja. Torej, je prišel, en dan je prišel gor, me kliče moj direktor iz tretjega nadstropja, iz pisarne, mi pride dol, imaš le en obisk, pride dol, pri njemu direktorju našemu. In potem predstavi dva možakarja, ne, in Joseph Grima, sem se zapomnil takoj njegovo ime, in to je bil direktor Radia Malta. In pogledam nekaj neverjetnega, kaj me je takrat dočakalo, ne. On je prišel gor, ker je poslušal te posnetke, ki smo pač delali v studiu, ker je to tudi Črna Gora, Grčija tudi je, tudi njim pošiljal, pa je tudi Italija, tudi naprej, cel Mediteran prikrila s temi posnetki, ne, potem jaz sem postal enkrat na mesec, pravzaprav ker sem tudi pošiljal tudi Avsenika zraven in tudi sem pošiljal tudi posnetke recimo tudi iz Trsta in tako naprej, ne, ja. Ampak to je bilo tako, da je on prišel gor, ne samo za videti mene, ne, potem je tako izpadlo, da je prišel tudi za druge stvari, ne. In potem, ko sem se pač tam veliko, sem govoril po italijansko, jaz tudi, ne, tako smo se lepo razumeli, s tema dvema iz Malte. In potem pa mi je rekel, veš, kaj je rekel, vi imate rojstno hišo? Sem rekel, ja. Ma jaz bi rad videl. Moj rojstna hiša je 28 km van iz Kopra proti Buzetu, ne. In potem pa je v redu, pa smo peljal gor, ne. In peljem gor, njega pa njegovega prijatelja, pa je še en avto iz Radija, pa so še 3 možakarji tudi iz Radija Koper, smo šli gor. In potem pridem pred mojo hišo, tam parkiramo, odprem vrata, vhodna vrata od moje rojstne hiše, ki je stara 900 let. Ne, in pridemo noter. In na mizi, jaz sem bil tudi en dan prej, sem bil gor in sem igral sopelo, sem se učil gor, ker zvok je precej močen, če igram to v Kopru, bo tudi motilo soseda kot take, ne. In pustim to sopelo, pustim na mizi, ne. Ko je rekel, vidi, to je moj inštrument, ko je videl tale direktor iz Malte, Joseph Grima.
On je bil direktor Radia Malta, tako taj, ne. On je rekel, to je moj inštrument. Sem rekel, ne, to je moj inštrument, po italijansko, ne. Ne, to je moj inštrument, tako naprej, ne. In potem so se tako, so se nekje, ne sprla, ampak lepo so začeli se pogovarjati o tem inštrumentu. Pa sem rekel, komu bi rečete temu? In rekel, mi rečemo piskialis. On se rekel, vidi, kot slovenski naziv za piščali. Ne? In potem pa je, ampak on je prišel gor, ki on je hotel predstaviti, kako je pravzaprav ta Radio Koper, Radio Malta, kako Radio Koper, torej tako majhen državu, najmanjša država v Evropi, dela najboljše posnetke. Največ jih naredi. Jaz sem tudi pošiljal tudi Avstrija, nekaj iz Ljubljane, pa tudi tukaj Radio Trst tudi snemali, ne. In potem pa smo šli naprej s tem pogovorom, nekaj njega je zanimalo tako pravzaprav, ker je on mene potem me povabil v stran in rekel, ne bi prišel delati meni na Radio Malta, rekel, vam tam 3-krat večjo plačo, nekaj dobite tle v Kopru. Jaz ne bi zapustil isto za noben denar, ne. Ker kaj je on hodil, kaj je on želel? On je želel pravzaprav, da bi tudi ustanovil, recimo, tak studio, ne, da bi jaz tudi moče prišel pa tehnike, da lahko nekaj naučiš in tako naprej, ne, in da bi on delal za ves Mediteran posnetke in tako naprej, ne. To je njega zanimalo. Ampak je bil navdušen nad posnetki Radia Koper. Ker tudi naši tehniki zelo so bili vdani in so poslušali in so gledali za delati najboljše, kar se pač da. In oni potem so pač to pokazali. In Jozef Grima je hotel, da pa jaz pridem dol, da bomo razvili to snemalno tehniko, da bomo razvili tudi na Radio Malta, ne, kar bi možda bilo v redu, bi šli tudi po Arabiji in tako naprej, ne. In tako da je bilo nekaj zelo lepega, malo pretežkega, ker logično malo me je presenetil, da te povabi nekam dol, ne. Ampak smo ostali prijatelji in on potem je postal minister za kulturo. Ko je imel take ideje, je postal minister za kulturo dol na Malti. In spet me ste imeli priti dol v službo na Radio Malta. Potem pa je nehal, ne. Se niste dali? Ne, to pa ne, ja. No, pri raziskovanju Istre in njenih piščali vas moram vprašati, več različnih lahko vidimo tukaj. Veste, Istra ima zelo veliko teh piščali. To so dvojnice, ki so, jih pritisneš na meh. Torej, to je zelo delikatno, ker te dva piščalca, ne, piske rečemo mi tudi, to je zelo, so občutljivi na vlago in na toploto, ne. Tako da pravi muzikant moraš vedno, če hočeš nekje meh igrati, moraš biti skozi pripravljen, jih malih oblizu vsako toliko, da imajo isto temperaturo, ker potem, če greš na oder ali pred ljudi igrati, pravzaprav bo se pokazal, da je razglašen, tako kot se tudi ste se prikazal, ne. Zdaj pa tlele, to so pa... Je to zgornji del za meh? Tak izgleda kot za dude? To je zgornji del za meh, ja. To so dvojnice, isto kot to, ne. Vidite, to je pa posebna šurla, se reče, ne, tle noter pihaš in to je sam inštrument, brez meha. Ker meh je tudi malo bolj delikaten, ker moraš napihovati vse ostalo, ne. Ampak je pa zato, če ti lepo deluje, lahko poješ, celo noč lahko poješ njim, ne. Ker bojo ti piski bojo pač dobijali vlago in toploto iz tvojega telesa, ne. To je potem seveda sopele, o kateri smo prej govorili. Ker se van sope, kot ste rekli. Tako je, ja. Ker, da povem še to, torej v Istri ima hrvaški naziv, slovenski naziv, ne, ker to je dvojni pisek, tega so naredili iz plastike, ker če je gor iz trstike, potem pa je zopet nevarna. Ta plastika je pa veliko bolj vzdržna, ne.
Tu je vela sopela, tu je pa mala sopela, ne, ki navadno v isti igrajo po dve, vela in mala sopela. Ampak so včasih tako, da so tudi paralelne kvarte ali kvinte, ne paralelne, ne tako naprej, ampak v tistih starih istrskih pesmih to nič ne škoduje. Ne, še bolj jih pač poveča, obogati glasbo kot tako, ne. Čemu je pa namenjen to, kar je na dnu, kar se to obrača, morda ta okrogec, ki je... Tole? Ja. Ne, zanimivo, ne, ne boste bila presenečena, je, da postaviš noter pisek in tlega lepo stisneš, da lahko transportiraš. Je na pravim mestu, ne, da počiva. Ja. Ker drugače lahko ti padne, pa potem pa tele supelice, ne, bi lahko ti padne, pa se pokvari, ne. Ampak noter ostane pa pameten. In pameten, kot je gospodar pameten, ne. Ja, res imajo tak zvok, da si je zlahka predstavljati tudi to grleno petje, verjetno potem sodi zraven k takšnim inštrumentom. Ja. Torej, v Istri je zelo prisoten oba, vele in mala sopela. Torej, nažalost v Kopru še nisem našel nikoga, samo eden je še, ki igra tudi malo sopelo, pa z enim prijateljem igrajo vele in mala sopela, kar je prekrasno. Ker potem se navadiš, lahko imaš čisto durske pesmi, ne. Izbereš tako, da pač je ti inštrument, da ti lahko pomaga, ne. Se pravi, danes skoraj da ni ljudi, ki bi še igrali na te inštrumente. Mislim, da ja. Evo, tu sem jaz, sem bil v eni šoli, pred nekimi 10 leti sem pač predstavil te stare inštrumente in iz tistega mojega srečanja je prišlo 8 fantov in tudi deklet, ki so pač te inštrumente sprijeli, ne. To je vela in mala sopela, to je klarinet, tudi narejen na tak način, to so pa recimo te šurle in tako naprej. In to je, jaz sem se ne zaljubil, mi je lepo bilo ga poslušati, ker je enostaven, ki je. Torej, če si ti resnično imaš mehko, dobro srce, da se boš približal, te bo sprejemal, drugače pa ne. Ker se moraš ti pač ti njemu sprilagajati, ne. Ampak ne vem, in tu so tisti, ja pa tudi meh je tukaj gor, ne, vidite, tudi na meh igram. In tako da je, meni je tako še, potem ima veliko teh piščali, narejene iz trstike in tako naprej, ogromno je tega. Ne, jaz tudi kot otrok mi je oče, ker vedno so očetje pa nonoti so in vnukom so pač delali take, iz trstike so delali pač take piščali, ne. Zakaj da ne? Boljše da piska, kot pa da preklinja ali pa kriči brez veze, ne. Pa potem na njih igrate samo ljudsko glasbo ali kot ste zdaj Trijaštino rekli, da tudi Schuberta? Dosta stvari, kaj jaz vem, smo tudi ena pesem, ki je bila, ko je šel gor, ko si bil za tisti praznik svetega Nazarja v Borštu, ne. Potem pa je bilo, ko pridemo, ki imamo svojo cerkvico, to je največji svetnik oziroma pri nas, in smo šli gor, pa treba pa zaprav prideš pred njegovo cerkvico, treba priti z nekim načinom, ne. Potem so jaz mislil, prav sem poznal eno staro al porton se mori vadi con rispetto e riverenza, prišli smo pred vašo cerkvo in prenesli smo srečo, nekaj takega, ne. In jaz sem potem pripravil tudi slovenski tekst na ta motiv, ne, in igram s sopelami, ne. Razumete? Ampak logično, tu ima 8 glasov, več ne moreš, če jih ni naprej, ne. Ampak vsi so glasovi imajo enake razdalje eno od drugega, ne. Ker v moderni skali je C, D, E, F je pol glasa šele, ne, razumete, ne. Ampak se da. Se da recimo potem pa izbereš take motive ali pa tudi, ker tudi mnogi njih so že to naredili, da so že stare motive, ko si jih lahko izvajal na sopeli, so jih pač prevzeli, ne. Ampak me so všeč, potem ne vem, v nekaj cerkvah, jaz sem bil, ko sem bil z italijansko skupnostjo v Argentini,
Jaz sem tudi igral pred oltarjem. Jaz sem poslušal njihovo, slučajno, še en dan prej, njihovo himno, pa sem tudi meh, pa sem igral na meh. Njihovo himno pred oltarjem, čudovito. In potem pride k meni in reče, kažeš ta govedo. Ne, kaj je to govedo, ne? Ker da je to kozlič pravzaprav, ne? Nikoli videli kaj takega, ne? In potem takoj so hodili, pravzaprav me vprašali, kako se to dela, bomo tudi mi kaj takega naredili, tako naprej, ne. Samo moraš pokazati. In to, kadar pokažeš, da vidiš, da je to sprejemljivo, ne? In da je tudi prijetno. So drugačni zvoki. Verjema, samo 8 zvokov, ampak s tem, če hočeš ti zapeti eno pesem ali napisati, ni problem, ne. Kateri del kozliča pa je ta meh? Ja, to je kozliček. Ja, ampak ta je bil samec. Hočeš, da ga napihnem? No, če želite. To je torej njegova koža, celotna koža. Tle ima glavo, tle ima eno nogo, tle drugo nogo, tle ima dve noge tukaj naprej, ne? Ker izgleda res, se pravi, ga je moral nekdo mojstrsko spraviti iz kože, ker se nikjer ne vidi, da bi bil šivan. Ne, seveda ne, ker potem tisto šivanje bilo samo škodovano, ne? Marsikaj se bi pustilo, ne? Ne, to je tudi, moje je to, seveda logično, kadar imam čas in tako naprej, da ga, ne, to je najlepši inštrument Evrope. Malo spominja na dude. Ja, tudi je samo ta od kozlička, in da ima taka sopelice, ne, taka šulice gor, to je nekaj prekrasnega. Jaz njega ne igram, preko 20 skladb lahko na njega igram, ne. Ampak možda prej se pripravi, da je pravzaprav, da ne pušča, in da je pravilno navlaženo, da je pravilno temperaturi in se pač vse ostalo. In da ne bi tudi možda kaj drugo puščalo, ker te noge so pač zasili in naprej, ne. Te dve noge so bile tle vzad, ne, to so bile noge naprej, ampak se jih ni rabilo, in se je pustilo pač vse ostalo, ne. Pa recimo, ko ste rekli, bi lahko 20 skladb igrali na to, so te skladbe dobro zapisane? Jih je kdo zapisoval ali še vedno bolj, ko ne iz roda v rod potujejo? Te skladbe, ki so že v navadah, ne, zlasti pri folklori. Tega kar precej, teh starih, jaz tega tudi precej poznam, teh folklornih skladbic, ne. Ampak vidi se, da je bil zraven, da je bila zraven sopela ali pa meh. Da ti so pisali. Ja, najlepša hvala, da ste nam prišli predstaviti vse tudi v naš studio. Žal nama je časa za danes zmanjkalo, bi pa povabila naše gledalce, da če jih še zanima kaj o glasbi, seveda posežejo tudi po vaših knjigah. Ja. Če mogoče samo na hitro poveste, o čem ste pisali v njih? Seveda, ja. To je ena mojih prvih knjig, jaz sem veliko pisal, možete, da imam preko 50 raznih prispevkov v mojem arhivu, ne, in vse sem pisal pravzaprav v navadah, kako je bilo pred vojno, kako je bilo med vojno, kako je bilo tudi potem po vojni in tako naprej, sem veliko pisal o tem. To je pravzaprav, sem pisal od tega, o čem je govoril moj stari oče in sosedje pri Svetem duhu, ne, in to, kar sem si jaz zapomnil, jaz sem to spisal pred 20 leti naprej, ne, razumete. Ker sem hotel nekje pravzaprav zapisati, kako je bilo v eni taki mehni vasi, kako se je to živelo, kako se je to delovalo, ne. Torej, po vaseh je bilo vedno povsod, med ljudmi je bilo veliko spoštovanje.
Ker ni mogel, če ena vaseta ima samo 8 družin, ni mogel en, da se bo kregal z vsemi. Ne. Vsi so bili med sebojno, niso nikoli slišal kreganja pri Svetem Duhu. Nikoli. Kar drugo se pač dogaja v večjih krajih. Ne. To sem zapisal kaj mi je pravil moj stari oče, ne, in kaj je pravil tudi moj oče, kaj tudi sem sam nekaj doživel. Ne. To je pa druga knjiga, Moč kletve, moč molitve. To je pa nadaljevanje z te knjige, to pravi do mojega 18. leta naprej, ta je do 18. leta, to je od mojih 18. leta naprej. Zakaj so nam kletve, moč molitve? Ker nekaj prej, spomnim se, ko so pravzaprav delali ljudje tiste železnice, proge po Istri, ne. Ena proga je bila od Lupoglava do Raše, in ker je v Raši pa so pa rudniki črnega premoga. Ne. Ampak potem so pa še pošivali, pravzaprav so morali od Lupoglava naprej, ne. Ampak so ljudje morali skoraj vse Istre, pravzaprav moški hodi dol ob sobotah in nedeljah. Ampak sami si poskrbeti za prevoz do Lupoglava, ne, ali pa recimo pa si vzeti tudi hrano s sabo, ne. In tudi bogi ljudje, ko so cel teden delali doma, so morali potem tudi soboto in nedeljo, mislim, bi šli k maši, malo molili in malo se posvetili in se tudi se spočili, ne, so morali biti delati na to. In ljudje so tako preklinjali to železnico, ne, Bog daj, da bi se potonila, Bog daj, da bi se potonila. Poglejte, nekaj neverjetnega se je zgodilo. 200 metrov naprej od Lupoglava se je v dolžini 100 metrov ta železnica se je potonila. Ko so to videli ljudje, ko so prišli dol na sobot, ko so videli, kaj se je zgodilo, ne, so bili srečni, ma ne preveč, ker so videli, da tudi to bomo spet popravljati. In tako je bilo, pravzaprav ljudje potem so začeli bili na to prisiljeni, ker Udba, to je bila Udba od Tita, ampak to je Udba ruskega sistema. To je nekaj najhujšega, kar je moglo biti, da smo tudi doživeli, ne, kar so delali Rusi in tako naprej. In potem pa so se tega lotili, ampak potem pa so ljudje niso več preklinjali, da bi se potonila. So pri delu, v velikih smerih, da so počeli moliti. Da niso oni ponorili na soncu, na dežju, malo hrane in že trujeni, že da prideš, da 20 km, da prideš do tega gradbišča, ne. In to je potem pa ljudje so začeli in potem so popravili vse. Ampak zanimivo je to, če mi ni toliko ljudi, so mi rekli, Emil, mi smo molili potem. Videli smo, da molitev, torej kletev je razbila našo vero. Ampak molitev je ne pomagala. In zato sem rekel, ker to, ki je bilo, ko sem začel pisati, to, ki je bilo to, ki je še mlad, tudi pa Svetega Duha, kaj je pomenila ta železnica. In to mi je ostalo v pomenu, moč kletev, moč molitve. In potem sem v moji knjigi sem dal ta naziv, ki opisuje noter moje življenje, spravi od mojega 18. leta, pa tam do enega 30 let, nekaj takega. Kaj pa še ostali dve knjigi, da nama res ne bo zmanjkalo časa prej? Ja. To je, ko sem naredil to harmoniko, ne, ko sem to tudi popravil, ne, in tako naprej, sem čutil potrebo, da bi treba te harmonike pomagati. Ker potem so naredili tisto srečni harmonike z harmoniko v roč, razumete, ne, potem pa vidite, da ta harmonika je toliko pomembna za celo Istro, toliko je pomembna za Istrijane, ne, zakaj pa ne treba dati tudi za zgodovino nekaj. In potem pa sem to harmoniko upisal v tej moji knjigi, ne, treština, ne, ampak je noter napisana v slovenščini in v italijanščini, razumete, ne, v Trstu je bilo prodano nekih 150 knjig, nekaj neverjetnega, ne, ker so toliko noter podatkov, ampak je vse pozitivne v tem, v ljudeh, ki so to igrali, kje so to igrali, kako so igrali, zakaj igrajo in tako naprej. Neverjetno, kako je to. In noter imam tudi en CD, in so noter posnetki, najstarejši posnetki, kar sem jih dobil, ampak ki so bili napisani že pred 70 leti, 60 leti. Tudi nekateri ima tudi iz
iz Dalmacije in tako naprej, ne, ampak te stare. Kako so pred 80 leti igrali naši Italijani, ali pa tudi pred 100 leti. Ima tudi ta, recimo, da sem dal tako, to je tudi moja iznajdba, da sem tako postavil ta CD, tudi zadnjo pač na to pesmi so noter, ne, in noter je napisano dvojezično, velikih fotografij, otroških in tako naprej, ne, prav lepa je. Tako da sem prav zadovoljen, se zdaj mi zmanjkuje, ker jaz sem tu bral, vse sem tu pošenkal ljudem, tisti sem kdo me je vprašal, in ker tako je, ker je en lep zgodovinski dogodek je to. Saj kaj pa še zadnja, se opravičujem, ampak... Ja, to je pa 10. obletnica, so nastavili tudi na pevsko skupino Cantadore, pravzaprav so se oni sami izbrali, so si izbrali ta naziv, ker ja, mi smo Cantadori, v redu. In potem to je bila 10. obletnica, in se rekel, veste kaj, fanti, za 10. obletnico bomo izdali eno knjigo. O, lepo, ne, vsak bo nekaj napisal. Kdo bo pisal? Vi boste pisali, bo nekaj napisal. Ne? In 4 so začeli tako preklinjati, jaz ne bom pisal, tako naprej, ne, boš pisal. In potem se lepo umiriti, včasih, povedati, kaj, to, kar se ti spomniš. Boš govoril s tvojo mamo, s tvojim očetom, s tvojim sosedom boš govoril in tako naprej, kaj te bo govoril o tej harmoniki. Ne? In tako, da so vsak je napisal, so vsaj 2-3 strani teksta, razumete, vsak je napisal noter in tukaj je lepo noter, prav prijetno lepo izpade. A me je lepo, da je vsak napisal svoje, kar je on doživljal s harmoniko. Ne, da bo jaz samo solo pamet scen ali pa samo jim pobiral njihovo pamet. Ne. Potem recimo neka stara hiša iz cele Istre, ne, to so te Cantadore, razumete, ne, to smo na enem koncertu. In dobesedno to je postala najbolj poslušana in vabljena skupina po Istri, ki smo stali iz cele Istre. Od Čičerija, pa Istro Romeri, ne romanci, ne. Potem recimo, ne vem, Stara Glagolja in to nekako kaj so ljudje kantali. In še zdaj delujejo, čeprav 3 so že pokojni, ne, ampak še zdaj delujejo, ker prav tega ne more, ker ljudje ne dajo miru. Evo, vsaj 3-4 puta na mesec grejo nekaj stopovanje na petje. Tudi jaz grem z njimi, kadar morem, ne, zakaj ne, ker z njimi igram sopelo, harmoniko ali pa meh, ne, in oni to pač uživajo. In ljudje so neverjetno zadovoljni, ko poslušajo pravzaprav tako vrsto glasbe. To je najstarejša glasba. Zelo veliko je slovenščine. Samo ima tudi nekaj CD-jev, jaz sem potem izdal tudi en CD in v središču Istra. Ampak sem izbral motive, odkot so prihajali. Saj, zakaj več pa se opravičujem, ampak zdaj pa res nimava več časa, pa predlagam, da res naši gledalci posežejo tudi po knjigah. Lepa hvala, da ste si danes vzeli čas in se oglasili v našem studiu. Hvala ljudem, ko so zdržali, ker je tega toliko še tega, da se vam zahvaljujem, da boste še vi prenašali, nekaj spoznali in pa zdaj imeli rad svojo Istro, ker je največ, koliko jaz po stvarih poznam v Istri. Jaz zdaj raziskujem slovenska kulturna društva v Istri, ko je bilo pred 150-80 leti. O tem bom mogla pa kdaj drugič. Hvala na povabilu in hvala poslušalcem in hvala, če ste zdržali. Puno hvala. Tako, dragi gledalci, do prihodnjič, torej lep pozdrav.